Vam bi rad spregovoril nekaj misli o našem odnosu do rajnih, do dušovicah. Vemo, da za rajne dobujemo maše, molimo, da obstaja tudi praznik vseh virnih rajnih. Pravi, to je skozi zgodovino Cerkve prisotno. Vse to že veste, ampak se mi zdi prav, da zato se vedno znova spomnimo in osvetlimo. Bom prebral najprej odlomek iz Matejevega Evangelija, 27. poglavje, od 45 do 56 vrstice, ki govori o Jezusovi smrti. In tukaj je tudi navedeno, da so tudi nekateri vstali iz grobov, da so jih ljudje videli. Bodite pozorni na to besedilo. Ob 6. uri se je strnilo po vsej deželi do 9. ure. Okrog 9. ure je Jezus zavpil z močnim glasom: Eli, Eli, lema sabaktani. To je moj Bog, zakaj si me zapustil? Ko so nekateri, ki so tam stali, to slišali, so govorili, tak kliče Elija. Brž je stekel eden izmed njih, vzel gobo, je napolnil s kisom, nataknil na trst in mu jo ponujal piti. Drugi pa so govorili, pusti, poglejmo, če ga pride Elija rešiti. Jezus je spet zakričal z močnim glasom in izročil duha. In glej, zagrinjalo v templju se je pretrgalo na dvoje, od vrha do dal. Zemlja se je stresla in skale so se razpočile. Grobovi so se odprli in veliko teles svetov, ki so zaspali, je bilo obujenih. Po njegovi obuditvi so šli iz grobov in prišli v sveto mesto, ter se prikazali mnogo. Ko so stotniki in ti, ki so z njim stražili Jezusa, videli potres in kaj se je zgodilo, so se silno prestrašili in govorili, resnično ta je bil Božji sin. Bilo pa je tam mnogo žena, ki so gledali oddaleč. Od Galileje sem so hodile za Jezusom in v strehi. Med njimi so bile Marija Magdalena in Marija, mati Jakobova in Jožefova, ter mati Zebedejevih sinov. Se pravi, ta odlomek govori o tem tudi drugim, da se je zemlja razpočila, da so mnogi prišli iz grobov in se tudi prikazali, tako da so jih drugi videli. Se pravi, tudi v Evangeliju imamo pravzaprav o tem, da se pokojni lahko pokažejo živi. In vemo, da je tega v pripovedi ljudi veliko, da se vidi nekega angela, da se vidi neko prikazen, prihajajo rajni. Seveda tukaj ne gre za spiritizem, za klicanje duhov. Lahko rajni pridejo tudi sami od sebe in obstaja neka povezava med rajnimi in nami. Na neki način sporočajo, tudi mi lahko sporočamo njim. Pravi ena judovska molitev, naše roke se jih ne morejo več dotakniti, naše oči ne morejo več videti rajni. Teda naša ljubezen in naša molitev jih hvala Bogu vedno lahko doseže. Pravi, ta komunikacija ostaja, ampak na drugačen način. Verjetno ste prebrali večina od vas knjigo Moja doživetja z dušami v licah, knjiga Marije Sime. To je ena mistikinja, ki je imela tudi stigme, nje vina, kar veliko je
ljudi na svetu, ki so imeli Kristusove rane, pomislimo na Patra Pija, na Frančiška Asiškega in tako naprej. In tudi Marija Sima je bila tudi stigme. Rojena je bila 1915 v Sontagu v Avstriji, umrla pa je leta 2004. In mnogi so rekli, to je psihopatinja, histerična ženska in na ta način so razlagali stigme. Vendar njene tudi vsi ti intervjuji najdete na spletu posnetke, pogovore z njo, tudi slovenski novinari so se z njo pogovarjali. Pravijo, da je hotela želela postati redovnica, vendar je bila 3-krat zavrnjena, čeprav je čutila ta redovniški poklic vse. In leta 1940 je prišla k njej prva duša in prosila za pomoč. Tukaj bi ponovno pozoril, ni ona klicala, ni šla se spiritizma. Ta duša je prišla, se pojavila v njoj in prosila za pomoč, za zadostilno trpljenje. In prišel je Kölnski duhovnik iz leta 555 pred Kristusom. In ki je sodeloval pri umoru Svete Uršule. Pravi duhovnik je zapustil duhovniški poklic, se predal maščevanju, prešuštvu, odpadil celo ne samo od duhovništva, ampak tudi od vire in bil nadaljevan tudi z umorom Svete Uršule in pa njenih tovarišic. Vemo, Sveta Uršula, po njej so vzeli ime Uršulinke, ker je bila vzgojiteljica deklet. In zdaj ta duhovnik je prosil za pomoč. Kaj je ona čutila? Čutila je, kot da bi nekdo nategoval se ude, kot da jo prepadajo ostra podala, kot da jo problema ledenima ploščama, kot da so vanjo zarili topo železo. Je tudi teže, in od te duše potem se čuti tudi teža zadostilnega trpljenja. Vendar kar je zanimivo, to trpljenje te ne strebe. To trpljenje potem mine in ni nekih zdravstvenih posledic. Človek je potem še bolj močan. Pravi, nekatere duše potrpljajo, ponovadi pridejo kakšnih umazanih oblekov, delovskih oblekov in potem, ko se očiščujejo, postajajo vedno bolj svetle, vedno bolj lepo oblečeni. In trpljenje po določenem času preneha. Potem duše so jih tudi povedali kakšne stvari, kaj se bo zgodilo, da bojo neke poplave, pa da je plaz, da so še živi ljudje v plazu. In res se tako zgodilo, so šli in to našli. K njej prihajajo tudi sad, v podobi župnika, v podobi kanonika, v podobi sester prednic, v podobi dušovice. In morala je nekako tudi to prepoznavati, tudi sada, ki prihajajo k njej. In tudi je zagorela, podobno kot prijačnem župniku pogorela hiša, v kateri je živela. Vidite, to je ta ena izkušnja, se pravi, te Marije Sime, vendar Cerkev je že skozi celo zgodovino, tukaj je odločilno vlogo napravil Sveti Odilo, ki je umrl leta 1048, bil opak v samostanu v Otliniju, to je v Franciji, tam blizu, ki je danes Teze, kjer se srečujejo mladi. In oni v Otliniju so začeli moliti za dušovice in tudi uvedli praznik vseh virnih krajin. In potem imamo
morda se čuti na svoj način poklican. To, da darujemo svete maše, da gremo v svete maše, potem zadosilno trpljenje. Rečem, to trpljenje darujem za duše v vicah, da zmolimo rožni venec, da rečem, ta rožni venec je namenjen dušam v vicah, potem molitev križevega hoda, potem odpusti, da so svete vrata vsak dan delamo, vsak dan neverjetno doma. Če gremo skozi sveta vrata, gremo k spovedi, v Mailu in moramo po namenu svetega očeta, prejmemo popolne odpuste. Ma tudi drugi so načini, tudi branje svetega pisma. Če en dan, eno uro na dan beremo sveto pismo, dobimo popolne odpuste. Potem miloščino, da damo nekomu, ki potrebuje in da rečemo, najbolj dam miloščina za dušo vice. Potem dobra dela. Naredimo na dobro delo in rečemo, da bo to za dušo vice. Če podpiramo misione. A tudi tu, če prižgemo na svečo na grobu, če očistimo grobu, posadimo rožce, vse to lahko darujemo za dušo vice. In še, verjetno bi lahko našteli. Zdaj, zakaj se človek znajde v vici? Ker v tem življenju ni živel, ker je grešil. A smo vsi grešni. In verjetno bomo vsi v vicah. In ne gre zdaj ljudje, ljudi, ki so v vicah, obsojeni. To ni naša naloga, da mi obsojeni. Naša naloga je, da pomagamo našim v vicah. In da tudi vzgajamo, da nas tako lahko ti otroci peli na glas, in tako treba pohvaliti, da je tako. In vedete, kako vzgajate otroke za večno življenje, kako sami sebe vzgajate za večno življenje. Mislim, da tukaj potrebno, kaj nas vodi do tega? Še smo stalno za sebe nezadovoljni, ne znamo biti hvaležni, še smo razozdani, razpuščeni, sebični, neprijazni do drugih ljudi, še druge nekje mučno, jim gospodujemo, obrekujemo. Torej, tu vodi iz greha v greh, laži, potem razozdanost, prešuštvo, potem se izplav, protivirsko govorjenje. In rečemo tudi ta današnja hedonistična kultura, potrošniška družba, kot da bomo tukaj večno živeli, da nas praška skrb za ta svet, skrb za naše telo, negovanje telesa. Če bi toliko časa posvetili za večno življenje, če bi malo bolj kot za telo tudi poskrbeli za našo dušo, v bistvu je naša duša dosti zapostavljena. Več časa namenimo življenju, ki bo trajalo večno. Že to, da smo prijazni in dobri do ljudi, ki skušamo razumeti, poslušati, se z njimi pogovarjati. Beseda lahko tudi ubije. Ni treba človeka ubiti s pištolo, s puško. Besedo da lahko ubije. Zato bomo dajali odgovor v večnosti. Tako kot kdor ga vire, zelo velika verjetnost, da to dobil rak. Ne gre zdaj za to, da bi mi obsojili človeka, ki kadi. Ampak kdor ne zdravo se prehranjuje in tako bi v vrsti in so večni kilogrami in razne bolezni, pridejo posledice. In tako tudi so posledice tudi, ko gre za duhovno življenje. Vidite, zdaj ta potrpljenje v ulicah, tudi kot mistiki govorijo, svetniki, ki so imeli razna razodetja, privatna razodetja. Vice niso samo en kraj trpljenja, to rečemo trpečenci. Čeprav te duše trpijo, so blažene. Zakaj? Zato, ker že zrejo proti nebesu. In že vidijo daljavi cilj. Je to blaženo trpljenje. Kot je lahko eno veseljačenje, je pa zelo žalost. Človek to zunaj se veseli, ima v resnici ni srečen. Tako
rečemo, blažen. Tako, zdaj, če se ponovno malo izzovem, te duše ljubice tudi, če so zapostavljene, če se zanje ne zmenimo, ker smo v letu Božjega usmiljenja. Telesno delo usmiljenja je mrtve pokopano. Telesno delo usmiljenja. Duhovno zažive je rajte, kako moliti. Grešnikom pustiti. To smo v letu usmiljenja, to so duhovne telesno delo usmiljenja. In moja izkušnja je, da ko sem raziskoval smrt in mor vpliva trčenja, doživljam, kako udba še vedno ne doživlja. Kako me skušajo spraviti na stranski tir. Tu prikrit. In zato jaz dvomim prav vse, kar mi bil povedal. Zapišem. To je pa tudi res. Stavljam pa tudi vprašanje, če je res. Ampak čutim, da ne more biti, vsi ne more govoriti prav, tako razhajajoče se zgodbe. In tudi nasilje skušajo druge ljudi prepričati, kako morajo govoriti. Ma kakorkoli, ni zdaj to bistveno, ampak kaj hoče reči? Vse prikriva, se še vedno prikriva te zločine, to, kar se je zgodilo. In recimo tukaj za vrhom pravijo po 1000 bližno, ki je v tem brezde. To je blizu gor, Socebska jama za vrh. Poročila so, da so navozili 10 kubičnih, 100 kubičnih metrov, ne 10, 100 kubičnih metrov salama iz Luke Koper. In te duše so temni. Ministrstvo, oziroma predsednik vlade, Borut Pahor, je dal nalogo, da se pripravi načrt za očiščenje tega. Verjetno bil napravljen. Ampak to brezno še vedno zasuto s temi salami, tiste duše spod. In zdaj rečejo naši, rečejo ja, in tudi otroci in mladina reče, pustimo že enkrat te mrtve primirne prekosti. Veste, ne za kosti, gre za duše. In te duše ne dajo vedno. Te duše tirajo in prosijo, da jih pokopali, da za nje molili. A potem so še duše tisti, ki so te ljudi pobili, so tudi umrli. In te tukaj ne zdaj, da bi niso vračali. In mi rečemo, ja, je treba najprej spravo in potem da pokopali. Ni res. Najprej treba mrtve pokopati, to je dolžnost civilizacije. Ali se bojo oni, ki so se sovražili spravili, to je njihova odločitev. Ma najprej treba mrtve pokopati. Zame je moj. In to se mi zdi nekako nas žlajte. Potem, kako to deluje, kako, veste, to je vse povezano. Mora biti pravostava in država in družba. Glejte, mi Bušman, bolj pismeni pokopijo mrtve. Mi, ki se imamo pa za zelo razvijene, pa se to prekriva, celo uničuje sledi, jaz imamo določene podatke tudi in, bom rekel, pripovedi, kako se danes, v času samostojne Slovenije, uničuje sledi in prikriva. To ne more pomesti. Blagoslov. Ne more. Treba mrtve, treba pokopati. Brez da bi koga-koga obsodili. Mi na mesto bi pokopali, mi se nekaj bili bil kriv. Totalno narod. In je treba moći za likvidator, in je treba moći za une pobiti. Vse. In darovati te molitve, vaše mnenje. In vse. Vidite, ne vem, tu se mi zdi eno
smo deležni posebnega blagoslova, posebne milosti. Zato vas bi spodbudil prav v temu, mogoče tukaj tudi, da bi vredno bila Maša v vasi sicer, v tisti cerkvi v vasi, dokler škof ne dovoli v jami, tudi zelo prošlo, da ponovno se postavi sveta Maša v sveti jami, v jami svetega Socerva. Enkrat na mes organizirati shod tam, prav za tega, tam gor je ogromno pobitih. No in kot sem že zadnji človek, sem videl tukaj, da je Martin tudi razmnožil to angelski rožni venec. Sveti Mihajl je tudi vodnik duš pred Božjo prestol. Se priporoča tudi svetemu Mihajlu. Jaz mislim tudi, da Tinjan, na vrhu cerkev svetega Mihajla, je potrebno videti, potrebno rodo. Ne, ali pa vsaj, ko se peljete z avtom po avtocesti, da rečete, sveti Mihajl, pomagaj. Pomagaj našim ranjem. In jaz sem pripričan, da te prošnje tudi delujejo. To je uslišano. To se začnejo na veliko dogajati čudi, se odpira milost. Tako kot, dajte, če mi prosimo, ali milost ne vam. Še najprej smo, tako bi rekel, kot da smo se zaprli, kot da zapremo, da gremo pod en dežnik in nas Božja milost ne more doseči. Tako, tu sem hotel, coj, s tem povabilom, tudi k molitvi nad Angelom Mihajlu, tudi k molitvi za srečno zadnjo uro, k pripravi na smrt, tudi, če mi mislimo, da bomo umrli, da naš cilj večno življenje, v tem svetu bolj kvalitetno živimo, se bolj prizadevamo, če pa gledamo samo tako tukaj, kako bomo nekaj stvari imeli. Nekaj pa smo potvojeni, koliko ukrepirajo, koliko ti politiki naši, kako se ene druzga. To je kot da bi bile neke pomorske bitke na kuži. A to ni morje, to je na kuži. Tam v tistim na kuži so odnadavali en druzga. Namesto bi videli cilj, šli naprej, dali novo upo, se potrudili za nove projekte. Tako, naj duše v licah, vsi svetniki na Angeli, Angeli, a tudi vse duše v licah naj pomagajo na naši poti. Amen. Lahko bi zmolili še danes svetanije na Angelu Mihajlu, no? Tako je, tako. Litanije, ne? Evo, za nas in za naš ta kraj, za celo domovino. No, tukaj da ste našli tudi rožni venec, ne vem, če sem zadnjič predstavil, v tej knjižici je 9 stikov, 9 korov angelov in kamiličanki sveti Antonij iz Stonaka na Portugalskem je se prikazal nad Angel Mihajl in rekel, kdo bo molil se dan ta rožni venec, da bo šel pod Hailu, spremljeno 9 angelov. Vsakega kora angelov po en angel. Veste, kakšna je tu, mislim, družba. Tu je šlo čisto kar začne živeti. In jaz sem molil, ta rožni venec, sem imel ponovitev srebrne maše na Angelski gori, gor na Kolku. Če boste dali romali gor, tam je na otrici je cirko angelov vlado. Padle se vse tam od Kolka do Otlice in meni se reče Angelska gora. In sem rekel, zdaj, če mi tam ponovitev srebrne maše, bolj ljudem predstavil ta angelski rožni venec, da ni Angela varuha in posvetitev nad Angelom Mihajlu, to je tudi ena zelo močna molitev. In jaz sem tako začel moliti, veste tam, pred srebrno mašo, 15 minut prej, jaz sem začel moliti angelski rožni venec. Jaz sem čutno gledali, kaj tu je zdaj. A veste, da na konci so vsi rekli, da bolj bilo lepo. In potem danes sem že poslal 2 paketa, če da pošljem to te brošure, in sem poslal že dvema so prosili,
hvala Bogu, veliko, da se moli, to in tudi vas povabim v tej molitvi angelsko-darošnjega venca. Sedaj pa, reki Martin, zmolimo litanije v čas nad angelom Mihajlom. Gospod, usmili se. Gospod, usmili se. Kristus, usmili se. Kristus, usmili se. Kristus, sliši nas. Kristus, sliši nas. Kristus, usliši nas. Kristus, usliši nas. Bog Oče nebeški. Usmili se nas. Bog Sinov rešenik sveta. Usmili se nas. Bog Sveti Duh. Usmili se nas. Sveta Trojica in sam Bog. Usmili se nas. Sveta Marija. Prosi za nas. Kraljica angelov. Prosi za nas. Sveti nadangel Mihajl. Prosi za nas. Sveti Mihajl, knez nebeškega dvora. Prosi za nas. Sveti Mihajl, vodnik in tolažnik Izraela. Prosi za nas. Sveti Mihajl, okop Svete Trojice. Prosi za nas. Sveti Mihajl, varuh kraja. Prosi za nas. Sveti Mihajl, vojvoda nebeške vojske. Prosi za nas. Sveti Mihajl, glasnik Božje pravičnosti. Prosi za nas. Sveti Mihajl, poln ljubezni do ljudi. Prosi za nas. Sveti Mihajl, nadvse ponižen pred Bogom. Prosi za nas. Sveti Mihajl, pokoren Božjim ukazom. Prosi za nas. Sveti Mihajl, nepremakljiv v boju zoper krivo vero. Prosi za nas. Sveti Mihajl, zmagovit proti silam zla. Prosi za nas. Sveti Mihajl, zmagovalec nad Luciferjem in upornimi angeli. Prosi za nas. Sveti Mihajl, častilec učlovečene besede. Prosi za nas. Sveti Mihajl, luč angelov. Prosi za nas. Sveti Mihajl, zanesljiv vodnik v nevednosti. Prosi za nas. Sveti Mihajl, delilec slave. Prosi za nas. Sveti Mihajl, tolažnik obupanih. Prosi za nas. Sveti Mihajl, angel miru. Prosi za nas. Sveti Mihajl, tolažnik bolnikov. Prosi za nas. Sveti Mihajl, vodnik tistih, ki so zašli. Prosi za nas. Sveti Mihajl, opora upajočih. Prosi za nas. Sveti Mihajl, varuh nauka cerkve. Prosi za nas. Sveti Mihajl, zaščitnik katoliške cerkve. Prosi za nas. Sveti Mihajl, velikodušni delivec Božjega usmiljenja. Prosi za nas. Sveti Mihajl, pribežališče v Bogu. Prosi za nas. Sveti Mihajl, uteha stiskanih. Prosi za nas. Sveti Mihajl, luč in upanja umirajočih. Prosi za nas. Sveti Mihajl, naša moč v boju. Prosi za nas. Sveti Mihajl, naše zatočišče v nesrečah. Prosi za nas. Sveti Mihajl, naš branitelj proti vsaki zlobi. Prosi za nas. Sveti Mihajl, tolažnik očiščujočih se duš. Prosi za nas. Sveti Mihajl, češčen od angelov in cerkve. Prosi za nas. Sveti Mihajl, naš zagovornik. Prosi za nas. Sveti Mihajl, varuh naših duš. Prosi za nas. Sveti Mihajl, čist angel brez primere. Prosi za nas. Sveti Mihajl, čast vseh svetnikov. Prosi za nas. Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta. Zanesi nam, o Gospod. Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta. Usliši nas, o Gospod. Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta. Usmili se nas. Prosi za nas, sveti nadangel Mihajl. Da postanemo vredni na ljudski Kristusovi. Molimo, Gospod, naj nas mogočna priprošnja Tvojega nadangela Mihajla vedno in povsod varuje, naj nas osvobodi vsakega zla in nas pripelje v večno življenje. Po Kristusu našem Gospodu. Amen. Posvetitev svetemu nadangelu Mihajlu. Plemeniti knez angelske hierarhije, pogumni bojevnik najvišjega, boreči ljubitelj Gospodove slave, strah upornih angelov, ljubezen in mirina vseh pravičnih angelov, nadangel Mihajl v želji, da bi bil med tvojimi častilci, se ti danes posvetim in darujem. Sebe, svoje delo, svojo družino, prijatelje in vse, kar imam, polagam pod tvoje budno varstvo. Majhna je moja verjitev, saj sem bil v grešni, da ti sprejmi ljubezen mojega srca. Spomni se, da sem od danes pod tvojim varstvom in me prosim podpiraj vse življenje. Izprosi mi odpuščanje mojih številnih in hudih grehov in milosti, da bom iz vsega srca ljubil svojega Boga, svojega preljubega odrešenika Jezusa, svojo dobro mater Marijo in vse ljudi, svoje brate.
jih ljubi oče in jih je odrešil sin. Izprosi mi pomoč, ki jo potrebujem, da bom prišel do nebeške slave. Brani me vedno pred sovražniki moje duše, še posebej v zadnjih trenutkih mojega življenja. Pridi tisto uro oslavnega danja, odpiraj me v bolj, odženi daleč proč od mene v globine peklenskega brezna tistega goljufivega in ošabnega angela, ki si ga premagal na beški bitki. Privedi me takrat pred Božji prestol, da bom s teboj svetil na angel Mihaj